Izhodišče papeževe jutranje homilije, ki jo je imel med današnjo mašo v kapeli doma svete Marte, je bil svetopisemski odlomek o preroku Eliju, ki na gori Horeb v glasu rahlega šepeta sreča Gospoda. Z Elijevo zgodbo je papež Frančišek nakazal 3 drže kristjanovega življenja: stati, da bi sprejeli Boga, biti v potrpežljivi tišini, da bi slišali njegov glas, in biti v izhodu, da bi ga oznanjali drugim. Iti ven in se ustaviti, da bi slišali Boga. Preroku je povedano, naj se vrne po svoji poti proti puščavi, kajti zaupana mu bo posebna naloga. Papež Frančišek je izpostavil, da je v tem spodbuda, naj se podamo na pot, naj nismo zaprti v svoj egoizem in svojo udobnost, ampak smo najpogumni pri prinašanju Gospodovega sporočila drugim, kar pomeni misijonstvo. Vedno moramo iskati Gospoda, je opogumil papež. Tutti noi sappiamo come sono i momenti brutti. Vsi vemo, kakšni so slabi trenutki, trenutki, ki nas vlečejo navzdol, trenutki brez vere, zatemnjeni, trenutki, ko ne vidimo obzorja, ko nismo zmožni vstati. A ravno tja prihaja Gospod, nas krepča s kruhom in svojo močjo in nam pravi: vstani in pojdi naprej, hodi. Da bi srečali Gospoda, moramo biti na nogah in na poti. Zatem moramo čakati, da nam spregovori, imeti odprto srce. In on nam bo rekel: jaz sem. In takrat vera postane močna. Ali je vera zame, da jo varujem? Ne. Vera je zato, da grem in jo dajem drugim, da mazilim druge, je za misijonstvo.